Asadova judovska množica. In sovražniki Judov so ta teden delovali na polno. Izkoriščali so vse, kar so lahko, ker so tukaj v Izraelu, svetovnem glavnem sprožilcu obsesivno-kompulzivne motnje. Tudi ta teden je New York Times objavil zgodbo o znanem vohunu, ki ga je rekrutiral Mossad, na katerega sem prejšnji teden v svojem podkastu mimogrede šaljivo namignil. In kdo mislite, da je potem morda ali pa tudi ne prejel klica z zahtevo, naj malo umiri zadevo? Ker tukaj ni vedno vse povezano z vojno. Zdi se, da je vojna postala preveč ponavljajoča za medije. Po njihovih merilih to pomeni, da je postalo dolgočasno. In še huje, ne morejo je vključiti v določen narativ. Zato iščejo druge stvari, na katere bi vas lahko priklenili. A na koncu se vse skupaj poveže in to bomo danes videli. Kar smo priča, ni nič drugega kot skrbno koreografirana igra. To je gledališče, ki dvema utrujenima nasprotnikoma omogoča, da uprizorita predstavo. Iran lahko pokaže odpor, da ohrani ugled, ZDA pa lahko izkazujejo agresijo. A v ozadju se dialog nadaljuje. Obe strani obupano nadzorujeta napetosti ravno toliko, da se izogneta eni stvari, ki si je nobena ne želi – popolni, vsesplošni vojni. To so opažanja, ki sem jih delil z vami v mojem zadnjem podkastu in so še vedno precej natančna in relevantna tudi teden dni kasneje. To ni dobra zgodba za medije, zato morajo druge stvari pritegniti njihovo pozornost. Ta teden je bil poudarek na dveh kurbah, željnih pozornosti in izkoriščata obsesivno osredotočenost na Izrael za svoje lastne namene. Ena izmed njih je bil nek neumni vplivnež na družbenih omrežjih, za katerega so proizraelski in judovski vplivneži menili, da je koristno, da ga povabijo v Izrael in z njim objavljajo vsebine v Izraelu, trdeč, da bo to pomagalo Izraelu. Pri mlajši generaciji, ki je preplavljena z negativnimi pripovedmi in prikazovanjem Izraela kot nekakšno diabolično entiteto. Dobil je pozornost, ki jo je iskal, pritegnil je veliko pozornosti, kar ni presenetljivo. In on je nepomemben, zato njegovega imena sploh ne bom omenil. Težava tukaj je, da so nekateri Judi v tujini, ki še vedno mislijo, da se nam spodobi prilizovati se in dobrikati se tistim, ki nas sovražijo. Da nas bodo nekako nenadoma vzljubili, kar je tudi težava pri Izraelcih na levici. Sodelovali so pri obisku Rahma Emanuela tukaj. Je pokroviteljski in vzvišen, a nič manj oportunističen. V bistvu bolj prefinjena različica tistega usranega vplivneža. Rahm Emanuel je bil ta teden v Izraelu, državi, ki je že skoraj 3 leta vpletena v vojno na 7 frontah. Država, ki je naredila vse koncesije za mir, kot so ljudje, kot je on, rekli, da bi morali narediti. Leta smo plačevali ceno za popuščanje, ki so nam ga vsilili. Ampak Emanuel nam je tukaj v Izraelu hotel povedati nekaj stvari. Najprej je mahal z neko anketo, da je Mamdani bolj priljubljen med newyorškimi Judi kot Netanjahu. Imam nekaj novic, ki bi ga morda presenetile. Mi, Jude v Izraelu, nas prav nič ne briga. Si lahko predstavljate, da bi Američane bolj zanimal kakšen tuji voditelj kot pa domači? No, po anketah v Izraelu je Mamdani manj priljubljen kot Netanjahu. Presenečenje. Tako je z vsakim drugim politikom. Netanjahu je v Izraelu bolj priljubljen kot kdorkoli drug. Naj ti to postane jasno, ti trepetajoči bedak. Jasno je, da Emanuel ni na naši strani, vendar je stopnjevanje njegove retorike nič drugega kot prozorno prilizovanje vse bolj radikalni bazi demokratske stranke strani potencialnega kandidata na predizborih za predsedniško nominacijo. Ti ljudje nas ne prezirajo zaradi Netanjahuja ali zaradi žrtev v Gazi. So brezbrižni do 10 tisočev, ki so bili pobiti v Iranu in še večjega števila umorjenih v Afriki. Prezirajo judovsko državo, ker je judovska. In Emanuel preprosto igra svojo sramotno vlogo sodobnega politika v tem, kar je bila nekoč demokratska stranka, zdaj pa se pred našimi očmi spreminja v podružnico Antife. Amit Dari je izraelski aktivist in vojaški poveljnik, ki že več mesecev služi, odkar se je začela vojna. To je povedal ob obisku Emanuela, kar se mi zdi odlično povedano. Kar Emanuel ne razume je, da je že samo dejstvo, žal resnično, da obstajajo Judi, ki podpirajo Mamdanija, samo po sebi problem. Oni so tisti, ki so moralno propadli, ne mi. In to nima nobene zveze s tem, kdo vodi izraelsko vlado. Žid, ki podpira Mamdanija, v bistvu podpira sovraštvo do Židov. Isto sovraštvo, ki ga je Mamdani nedavno izrazil, ko nas je imenoval za pošasti.
Emanuel bi moral svoj jezen govor imeti v reformnih sinagogah v New Yorku, v študentskih klubih in v naprednih judovskih skupnostih ter jim povedati, da je podpiranje Mamdanija čista norost. Mi v Izraelu, pravi, se nismo spremenili. Tisti Judi, ki volijo za Mamdanija in podpirajo Palestince, so tisti, ki se morajo poglobiti vase. Emanuel se poigrava z idejo, da bi kandidiral za predsednika Združenih držav Amerike, seveda kot demokrat, in pripravlja teren za podporo časopisa New York Times in njegovega kroga. Napadanje Izraela mu ne bo pomagalo pridobiti nekaj dodatnih točk. Lahko vpraša Berniea Sandersa, kako se je to izšlo. Podpora ameriške javnosti Izraelu resnično upada, še posebej med mlajšo generacijo. Toda če natančno preberete ankete, vidite, da mnogi tisti, ki sovražijo Izrael, sovražijo tudi samo Ameriko. In pravi, da so se oni spremenili, ne mi. Kljub temu moramo storiti vse, kar je mogoče, da okrepimo sile, ki nas podpirajo brez oklevanja in brez pogojev. Še ena od trditev, ki jih je Rahm Emanuel izrekel, ko je bil tukaj v Izraelu in ki jo levičarji v Izraelu ter drugi nasprotniki Izraela radi poudarjajo, je, da postaja Izrael izoliran. Govoril je o končanju standardnih ameriških obrambnih subvencij in namigoval, da je Izrael diplomatsko breme. Dovi Francis je izraelsko-ameriški finančnik, ki povezuje kapital Silicijeve doline z izraelskimi tehnološkimi inovacijami. Kot ustanovni partner skupine Group 11 upravlja več kot 1,4 milijarde dolarjev sredstev, kar ga postavlja na čelo enega najuspešnejših skladov tveganega kapitala v Združenih državah Amerike. Poleg tega je uradni svetovalec izraelskega predsednika vlade za umetno inteligenco in vodi nacionalne strateške pobude na področju umetne inteligence. Nedavna predstavitev, ki jo je imel na Evropski investicijski konferenci, je boljši pokazatelj dejanskega položaja Izraela kot karkoli, kar lahko izmisli manipulator, kot je Emanuel. Francis pojasnjuje, da Izraelovi neprimerljivi dosežki na področju umetne inteligence in avtomatizacije obrambe predstavljajo ključen steber svetovne stabilnosti, ne glede na spreminjajoče se politične razmere v Washingtonu ali Bruslju. Francis je neposredno opozoril evropske vlagatelje in voditelje, da svet drvi proti velikemu svetovnemu konfliktu. Izrecno je povedal: Izrael je vaš najboljši partner pred tretjo svetovno vojno. Močno je pozval evropske države, naj nehajo zanašati se na zastarele varnostne koncepte in naj se odločno opremijo z izraelsko tehnologijo in orožjem. Trdi, da izraelske inovacije, ker so aktivno in temeljito preizkušene v intenzivnih, resničnih bojnih razmerah, zagotavljajo potrebne obrambne mehanizme za zaščito evropskih meja in nacionalne suverenosti danes. Izraelsko tehnologijo predstavlja ne le kot komercialne programske platforme, temveč kot ključno globalno infrastrukturo za demokratične države. To držno, nefiltrirano stališče odraža tezo, ki jo je zagovarjal na svetovnih platformah, da je tehnološka inovacija, zlasti na področju umetne inteligence, obrambe in avtomatizacije, neposredno povezana z nacionalnim preživetjem in regionalno stabilnostjo. In Nemčija to razume. A naleteli so na nekaj presenetljivih in nepričakovanih težav. Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen, ki ga vsi poznamo, je v globoki gospodarski krizi in se sooča z močno konkurenco s kitajskega trga. In načrtovali so, da bodo do leta 2027 zaprli svojo tovarno v mestu Osnabrück. Da bi rešili delovna mesta približno 2300 zaposlenih, je vodstvo Volkswagna začelo napredna pogajanja in celo podpisalo memorandum o soglasju z izraelskim podjetjem Rafael. Ideja je bila, da bi proizvodne linije za avtomobile preuredili v izdelavo logističnih in mehanskih komponent za sisteme zračne obrambe, predvsem za železno kupolo. Tovarna naj bi proizvajala težke tovornjake, nosilne platforme, izstrelitvene naprave in generatorje. Vendar brez samih eksplozivov ali raket, ki so jih nameravali proizvajati na ločeni lokaciji. Nemška vlada sama je podprla pobudo kot del krepitve evropskih zmogljivosti zračne obrambe. Ampak tukaj je težava. Predlog je takoj naletel na kritike v Nemčiji. Mirovni aktivisti in politiki iz opozicijske leve stranke so trdili, da bi moral Volkswagen ostati civilni proizvajalec in zavrniti sodelovanje z izraelskim obrambnim podjetjem. Kritiki so se seveda sklicevali na izraelsko vojaško kampanjo v Gazi. Politična polemika se je razširila tudi na lastniško strukturo Volkswagena.
Očitno katarski državni premoženjski sklad, kako presenetljivo, ima v lasti 10,4% delnic Volkswagna in nadzoruje 17% glasovalnih pravic podjetja. Vložili so veto na dogovor. Ne Kabala, ne Judi, Katar. Kdo potem nadzoruje banke? Kdo nadzoruje vse? Morda lahko to razumeš iz tega. Toda za zahodne voditelje je lažje nabirati moralne točke, ko gre za Izrael. Islamska premierka Christian Kriston Frostadotir, ki zveni kot lik iz filma Ledeno kraljestvo, je pozvala k nujnemu mednarodnemu ukrepanju zaradi humanitarne krize v Gazi in dejala, da trpljenja civilistov ni več mogoče ignorirati. V skupni izjavi z voditelji držav poraženk, kot so Španija, Norveška, Irska, Luksemburg, Slovenija in Malta, je opisala situacijo kot grozljivo. Predvidevam, da to tudi misli. Prav tako je ponovno potrdila islandsko podporo rešitvi dveh držav in neodvisni palestinski državi. No, to se ne bo zgodilo. Ampak kaj jo briga? Dobila bo katarske naložbe. Ona in vsi samopravični voditelji zmedenih držav, ki so se zdaj nenadoma prebudili, niso nikoli rekli niti besede o Hamasu. Leta so zatirali prebivalce Gaze in gradili teroristično infrastrukturo pod celotnim civilnim območjem, pri tem pa odkrito razglašali, da želijo uničiti Izrael. Drži se tistega, kar poznaš, predsednica vlade Elza iz Ledenega kraljestva, in pusti to. Vidiš, mi smo to že doživeli, vse to se nam je že zgodilo. Bilo je še huje. Samo zdaj je precej drugače. Zdaj imamo to. In imaš isto staro sovraštvo, zavist, laži, obrekovanja. Vse, kar imajo sovražniki Izraela, je projekcija njihovih praznih duš, ki jih polnijo z lažno samopravičnostjo. Osredotočeni ste na to, da nas poskušate uničiti. Nosite tkanino, mahate z zastavo nečesa, o čemer nimate pojma. Vzklikate brezpomenske slogane z lažnim navdušenjem, da zapolnite praznino v svojih praznih življenjih. Kot črede ovc vas vodijo v lastno samouničenje in razkroj vaših lastnih življenj. Emanuel in tisto, kar je ostalo od demokratov, se prilizujejo tem klovnom. Da, cionisti so rasisti, medtem pa niti en Jud ni državljan palestinske oblasti, Jordanije, Saudske Arabije in drugih arabskih držav. Cionisti so rasisti, medtem pa Judje pod arabsko oblastjo niso smeli moliti v Jeruzalemu. Cionisti so rasisti, toda edini kraj na Bližnjem vzhodu, kjer je krščansko prebivalstvo naraslo, je Izrael. Cionisti so kolonizatorji, medtem ko smo Sinaj, Gazo, Judejo in Samarijo prepustili Arabcem. Cionisti so morilci, medtem pa je Izrael edini kraj, od koder begunci ne bežijo. Cionisti so grozni, medtem pa je Izrael edini kraj, kjer lahko geji živijo svobodno. Obstaja 50 muslimanskih držav, nobena od njih ni demokratična. Tudi na najbolj svet dan za Jude, tudi ko je v Izraelu vse zaprto, lahko Arabci še vedno potujejo po vsej državi, ker tukaj nikogar ne spodbujajo k asimilaciji in ne spreobračamo ljudi. Obstaja več kot milijarda muslimanov, več kot milijarda kristjanov. Judov je 15 milijonov. Torej, dovolj že, pustite nas pri miru. Zapustili smo arabske države, zapustili smo Evropo, osvobodili smo vas vaše bolne obsedenosti z nami. Nenehno mahate s tem, da smo bili izgnani iz 109 različnih držav. No, prav, v redu. In celo tukaj, v državi, veliki kot New Jersey, nam še vedno ne dovolite živeti v miru. Še vedno ste obsedeni z nami. Nismo napadli nikogar, ki nas ni prvi napadel. Prav to, da smo majhni po velikosti in številu, jih najbolj mika. In Izrael je močan zaradi prepričanja. Naša opora in naše prepričanje v našo identiteto, našo preteklost, našo versko prepričanost, moč naših družin, naš občutek za temelje civilizacije, družino, vero in narodno pripadnost. Vse stvari, ki jih ljudje, kot je Emanuel in podporniki Mamdanija, nimajo. Svoj smisel najdejo v nesmislih, s katerimi jih manipulirajo drugi. Včasih je mogoče stvari povzeti v objavi, kot je ta tukaj. Pove vse, kar morate vedeti, da bi razumeli. Enako je v Izraelu. V Izraelu živi 2 milijona arabskih državljanov. In kot sem rekel, edina država, iz katere muslimani in krščanski Arabci ne bežijo, ne migrirajo v Evropo, je Izrael. To bi moralo biti najboljši pokazatelj, kaj se tukaj v resnici dogaja.
In medtem ko nekateri govorijo o izolaciji, resničnost na terenu kaže povsem drugačno sliko. Trenutno mogočen modri val preplavlja Latinsko Ameriko in temeljito spreminja politično krajino regije. Sidro tega gibanja je argentinski predsednik Javier Milei, ki je predstavil pomemben regionalni okvir, imenovan Izakovi sporazumi. Po vzoru Abrahamovih sporazumov, ta okvir združuje proizraelske vlade po Srednji in Južni Ameriki s skupnim gospodarskim, tehnološkim in protiterorističnim sodelovanjem. Države kot so Ekvador, Kostarika, Kolumbija, Honduras in celo Venezuela si aktivno prizadevajo za obnovitev in poglobitev svojih vezi z Izraelom. Latinskoameriške države vse bolj vidijo Izrael kot nepogrešljivega strateškega partnerja za visokotehnološke inovacije, kmetijstvo, upravljanje z vodo in obrambo. Medtem ko se tradicionalne zahodnoevropske institucije zapletajo v retoriko, vzhodna in srednja Evropa tiho gradita trdno geopolitično strategijo z Izraelom. To podpira globoko tristransko sodelovanje med Izraelom, Grčijo in Ciprom, osredotočeno na regionalno povezljivost, izmenjavo obveščevalnih podatkov in ključno energetsko infrastrukturo, kot je plinovod East Med Poseidon. Morda se najpomembnejši premik trenutno dogaja v Aziji, z Indijo, Japonsko, Filipini, Singapurjem, Tajsko in Vietnamom, ob tem pa tiho odpirajo nove gospodarske kanale s ključnimi državami, kot je Indonezija. Kot je nedavno poudaril predsednik vlade Netanjahu, več držav tiho širi svoje vezi z Izraelom zaradi enega temeljnih zakonov geopolitike – vztrajnega gojenja moči. Države ne sklepajo zavezništva z Izraelom iz dobrodelnosti. Partnerstvo iščejo zato, ker je izraelska tehnološka, vojaška in gospodarska prednost popolnoma neprimerljiva. Hrupa nasprotnikov je morda veliko, vendar se dejanska svetovna arhitektura močno premika v prid Izraela. In končno, prejšnji teden, če se spomnite, sem rekel naslednje. Smo pa imeli ponovni prihod Ahmeda Ahmadinedžada. Rekli so, da je bil ubit, a tam je bil na pogrebu. Morda je poslan iz pekla, da pospremi Hameneja. Tisti isti Ahmed Ahmadinedžad, ki je nekako še vedno živ. Bi lahko bil? Se sprašujem. Tako Izrael najde svoje vohune tam, kjer jih najmanj pričakuješ. Lahko so naključni novinarji ali med člani flotile demonstranti proti Izraelu. No, ne da bi jaz vedel. Seveda ne da bi jaz vedel. Ampak potem je New York Times objavil ta naslov in zgodbo. Po podatkih obveščevalnih virov so okoli leta 2022 izraelski operativci iz Mosada, vključno z vodjo Mosada samim, imeli skrivna srečanja z Ahmedom Ahmadinedžadom in njegovim ožjim krogom po vsej Evropi. Stvari so se tako zaostrile, da je Mosad med spopadi leta 2025 dejansko pripravil drzen načrt za njegovo dramatično rešitev iz Irana. Na koncu se je celotna zarota sesula. Po poročilih je Ahmadinedžad dobil pomisleke in se distanciral od operacije, zaradi česar je ena najbolj nenavadnih vohunskih spletk v sodobni zgodovini popolnoma propadla. Se je to res zgodilo? Ali sem kaj vedel? Lahko bi ti povedal, da sem prejel klic od nekoga, ki mi je rekel, naj ne namigujem na verjetne vohune med mediji, člani flotile, vplivneži, ki se sprehajajo naokoli. Ampak če bi ti povedal, bi te moral potem, no, saj veš. Do naslednjič, jaz sem Daniel Simon. Hvala, ker ste gledali neposredno iz studija v JNS, tukaj v Jeruzalemu, Izrael.